Gremo zdaj v odnose. Odnosi so največji portal rasti. Zakaj? Zaradi tega, ker ti se že dvigneš v energijo vodje, potem ko poslušaš meditacijo meseca in se počutiš fantastično, ker narediš meditacijo za energijsko samostojnost in se počutiš top, a potem popoldne, ko otrok ne upošteva tvojega navodila, ko v službi nekaj ne gre tako, kot si zamislil in so ljudje okrog tebe slabe volje, padeš ven iz te tvojega prestola vodje in padeš v energijo žrtve. Nič narobe, dokler se stalno nazaj tja povzdiguješ. In ta najbolj glavna v bistvu prepoznava, kako vemo, v kateri dimenziji obstajamo v svojih odnosih, je to, da se vprašaš, ali čakam, da se bodo ljudje okoli mene spremenili, ker ko se bodo, bom jaz boljše. Pa mi povej v komentar, a čakaš na to, da se bo partner spremenil, da bo otrok deloval drugače, da bo v službi stanje drugačno. A čakaš na to in verjameš, da ko se bodo tvoji odnosi spremenili, ko se bodo ljudje spremenili, boš ti boljše. Kolikokrat smo čakali svoje bivše partnerje, da se spremenijo in smo verjeli, da ko bodo samo to naredili, bo vse boljše. Mogoče sedanjega partnerja čakaš, da se pač spremeni, ker vidva sta super, samo on more tole spremenjati. Ne? Mogoče v družbi. Čakaš na to, da bodo ljudje se končno zbudili, da bodo začeli bolj zavestno živeti. Da bo, ne vem, v tvoji družini, da bo nekdo nekaj naredil drugače. Ko smo v poziciji žrtve, mi čakamo in si želimo, da bi se ljudje spremenili. In a veste kaj? Fokus dajemo tja, ven. Edina oseba, katero si ti prišel izživeti, si ti. Ok, pravite, da nič več ne čakate. Top, krasno. To pomeni, da ko se zaznamo, da si misliš, sam to bi mogla oseba narediti drugače, pa bo boljš. Da se zaznaš, zdaj živim v energiji žrtve, ki čaka, da bo nekdo drugačen. Ko si ti v 5D, ko si ti v energiji vodje, se fokus prestavi od zunaj iz te osebe nate. In rečeš, ok, otrok ne pospravlja sobe, partner je premalo ljubeč pa pozoren do mene, moja mama še vedno deluje na tak način, da me iritira, ok. Sodelavka v službi stalno upravlja, ok. Politiki v državi mi gredo na živce, ker sprejemajo zakone, ki mi niso skladni, ok. Ne glede na to, kaj je zunaj, rečeš, ok, dovolim, da je to realnost, ki obstaja v mojem življenju. Dovolim. Zdaj grem pa v to, kar lahko spremenim. Vase. Ne čakam na to, da bodo drugi se spremenili, grem vase. In kaj je naredil vodja? Vodja se vpraša, ok, vse to me moti, vse te situacije mi grejo na živce, ampak vodja reče, ti ljudje so izključno in samo stranski igralci v mojem filmu življenja. Glavni igralec v mojem filmu življenja sem jaz. Torej, kaj bi jaz lahko iz te situacije izluščil in se naučil o sebi? Če so ti ljudje in to, kar mene na njih moti, zame samo ogledalo realnosti, ki je okoli mene. Ogledalo tega, kaj je v meni še nezintegriranega in kaj se lahko moja duša ob tem nauči. Kaj se lahko naučim ob tem, da me moti
partner, ker ne pospravlja za sabo? Kaj se lahko naučim o tem, da me moti prijateljica, ki stalno opravlja? Kaj se lahko naučim o sebi in kje lahko jaz kot oseba zrastem, ko moj otrok ni poslušan in ne upošteva mojih navodil? Torej, kot voditelj ne čakaš, da se bodo ljudje spremenili in jih celo siliš v spremembo, ampak se zavedaš, oni so tam. V svojem nebotičniku zavedanja, v svojem nadstropju, v svoji realnosti. Njihova duša potrebuje to izkušnjo. Ampak zdaj grem pa na stran pozicije 5D, na pozicijo vodje. Če mene to iritira, če meni to dviguje pritisk, pomeni, da se imam tukaj jaz nekaj za naučiti. In v trenutku spustiš drugo osebo, kontrolo nad to, ali bo otrok pospravil ali ne bo, kontrolo nad tem, komu bo šef dvignil plačo in komu ne, kontrolo nad tem, zakaj se neka prijateljica noče več s tabo družiti, kontrolo nad tem, kaj se dogaja kolektivno v družbi, spustiš. Ker realno na tem ti nimaš kontrole. Tvoj misli, da jo ima. In s tem, ko obsesiraš in ko ponavljaš in razlagaš in težiš, misliš, da boš naredil spremembo. Ne boš. V 5D kot voditelj se zavedaš, da je tvoja situacija zunaj podaljšek tvoje notranje vibracije, tvoje nastavljenosti. Torej, da imaš ti to opravljivo sodelovko, si jo sam skreiral. To, da imaš ob sebi partnerja, ki je neskrben do lastnine in ne pospravlja in je nemaren, je tvoja kreacija. To, da imaš otroke, ki ne pospravljajo, ki ne poslušajo, ki ne upoštevajo tvojih navodil, je tvoja sokreacija. In greš v to, kar lahko spremeniš. In to je ta prostor v tebi. In zdaj, če vzamemo primer otroka, recimo, da otrok počne nekaj, s čemer se ti ne strinjaš. Zdaj, ena stvar je, ko govorimo o odraslih osebah, to pomeni, da je oseba suverena, samostojna, odrasla, ti ne moreš posegati v njegovo življenje, zato ker to je njihova zgodba. Ko govorimo o otroku, si ti še vedno njegov voditelj, si ti še vedno njegov zgled, si ti še vedno nekdo, ki nanj s svojimi dejanji posredno ali neposredno bolj vpliva. Zdaj mogoče ena čistko informacija. Prefrontalni korteks, to je ta sprednji režen naših možganov, je center. Se spomnite, ko smo se pogovarjali o reprogramiranju možganov in smo govorili o tem, da smo z aktivacijo meditacije, ko učke vrtiš sem in tja, aktivirali v bistvu ta sprednji prefrontalni korteks možganov. Zakaj? Zaradi tega, ker ta sprednji del je zavestnejši del naših možganov in ko ga aktiviramo, dejansko smo sposobni zavestno razmišljati, da reprogramirati svoj izbirati izbire, ki so za nas skladne. Zdaj, otrokom se ta sprednji režen šele razvija, kar pomeni, da oni potrebujejo voditelja, potrebujejo starša, potrebujejo nekoga, ki mu bo zgled za zavestne izbire v življenju. In kaj so ugotovili, to sem ravno pred časom malo raziskovala in potem tudi v kanalu so se stvari kar poklopile, ker sem končno razumela, kaj so mi angeli že toliko časa govorili. Prefrontalni korteks se razvije šele do 25. leta se razvija. Torej pri 25 letih se šele dokončno razvije prefrontalni korteks. Kar pomeni, da to, da mi otrokom, ko so stari 12 let, dovolimo, da spreminjajo spol, je absolutno neskladno s tem. Zakaj? Zaradi tega, ker otrok pri 12 letih ne ve, kdo on je. Ker ima premalo izkušenj in premalo razvit ta sprednji lobanski režen. In zato je tako zelo pomembno, da mi otroka s svojim zgledom, s svojim informiranjem, z izražanjem naše jasnosti in predvsem z dejanji, ki jih počnemo, vzgajamo in mu kažemo, kaj je zavestno soočanje z življenjem. Pač zavedanje, ki ga v ti v danem trenutku imaš. Torej, to pomeni, da če imaš ti otroka, ki je starejši od 25 let, to je suverena oseba. Pusti jo, ukvari se s sabo, ukvari se s svojim življenjem, bodi zgled, ampak nimaš več
da posegaš v to, kaj bo ta človek naredil, zaradi tega, ker se mu je tudi že njegova možganski predel, ki je odgovoren za odgovorno razmišljanje, že razvil. Ne? Zdaj, če imaš otroka, ki je manjši kot to, zdaj bomo pa povedali, kako se soočati. Torej, prva stvar, recimo, otrok začne kaditi. Tebi to ni všeč, ti se s tem ne strinjaš, tebe to moti. In prva stvar, ki bi jo naredila oseba, ki je v vlogi žrtve, je to, da bi dala cel fokus na otroka. On mora nehati kaditi, to ni v redu, strah te je, da bo zbolel, da ne bo imel zdravega življenja, da bo zapadel v slabo družbo, da bo zaradi tega ne bo dokončal šole. Se pravi, tvoj strah v povezavi s tem, da otrok naprimer kadi, je povezan s celo zgodbo, ki si jo ti v glavi naredil o tem, kaj zdaj to pomeni. In ko smo v žrtvi, damo mi fokus v to osebo in mi začnemo to osebo kontrolirati in ji razlagati, kaj bi bilo prav, kaj je prav, kaj ni prav. Ok, kot vodja v 5D ti ugotoviš, ta otrok s tem obnašanjem meni nekaj kaže. In tvoj prvi fokus si ti. Prvi fokus si ti. Kaj mene iritira? Kje je moj strah? Česa se najbolj bojim? Kje je moja rast v tej situaciji? In se ukvarjaš najprej s sabo. Si samo reflektiven, do sebe, opazuješ, kje je tvoj trigger zaktiviran. Mogoče ugotoviš, da te to nese, to delovanje otroka nese v obsodbo sebe kot starša, da si nekaj naredil narobe. In greš in se soočiš s to krivdo in pozdraviš to krivdo. In ko boš to naredil, verjemi mi, da se bo delovanje otroka spremenilo. Ker ne bo več potrebe po tej kreaciji. Dragi moji, vse, kar doživljamo zunaj, je naša kreacija. Morda tvoj otrok ne uboga ravno zaradi tega, da ti ugotoviš, da nosiš krivdo in se ukvarjaš s to krivdo in to krivdo sprostiš. In posledično, ko boš ti se s to krivdo ukvarjal in to krivdo predelal in ugotovil, da ta otrok je tebe izbral za svojega starša in da si ti točno takšen, kot si pravi voditelj zanj, boš lahko opustil to krivdo in v trenutku se bo delovanje otroka spremenilo. Vsak bo našel svoj oblaček oziroma balonček informacij in zgodb, ki jih ima zadej za svojo zgodbo, ki se mu dogaja. Ampak oseba, ki je vodja, kaj naredi? Gre raziskovati. Ne spreminja zunanjosti, ne, notranjost spreminja. Notranjost pogleda in se tja posveti. Posledično, kaj se zgodi? Ko ti na noter pogledaš, zakaj mene moti delovanje mojega otroka, ne kaj bi on mogel narediti drugače, ampak kako bi jaz lahko v ta odnos prihajal drugačen. Kaj pa, če tvoj otrok kadi zato, ker ne dobi dovolj prepoznave s tvoje strani in išče nekaj, kar bo zbudilo njegovo mami, da ga opazi. Mogoče tvoj otrok ne pospravlja svoje sobe zaradi tega, ker imaš ti odnos do življenja tak, da ti določene stvari niso pomembne in je on samo to skopiral. Se pravi, otrok tebi kaže nekaj, kar je tvoje. In v trenutku, ko začneš se ti ukvarjati s sabo, kaj se zgodi? Naboj se spusti. In nima otrok več potrebe po tem, da ti tja pritiska. Zdaj pa, ko to narediš, ko se začneš ukvarjati s sabo, se zgodi to, da se situacija sama od sebe transformira. Ampak mi hočemo, da se transformira prej in mi hočemo, da oseba transformira situacijo, ne mi. Kaj pa, če je ta duša prišla v tvoje življenje ravno zaradi tega, da te podpre v tvoji rasti, da je ravno zato ta otrok tvoj, da tebi pomaga preideti krivdo. Da je ravno zato tvoj otrok tebe ne posluša, da tebe nauči imeti bolj strpen odnos do življenja. Morda otrok kopira samo tvoj odnos tebe do življenja ali pa do vaju kot partnerja drug do drugega in je ogledalo te realnosti. In torej, ja, na neki točki boš lahko tudi skomuniciral otroku in mu rekel, poglej, to, kar počneš,
naprimer, ni zdravo in dokler živiš v moji hiši in jaz skrbim za tebe in preživljam tebe in kupujem oblačila in ti kuham in ti perem in te šolam, v naši hiši so taka pravila. Ko si odrasel, ko boš sam za sebe skrbel, boš počel karkoli hočeš. Zdaj, dokler si tukaj, so taka pravila, postaviš mejo. Nič narobe s tem, ampak dokler ti zadaj ne pogledaš, kaj se v tebi dogaja in tega ne nasloviš, se ti bodo samo menjale situacije. Enako je recimo v partnerskem odnosu. Dajmo vzeti primer, ko v partnerskem odnosu nismo zadovoljni. Ko v partnerskem odnosu nismo zadovoljni, ko smo v vlogi žrtve, mi hočemo, da oseba nekaj spremeni. Da partner na sebi začne delovati drugače. Ampak ti si tega partnerja izbral. On tak je. Tvoja naloga ni njega popravljati pa šraufati, da bo on postal boljši. Ker če on noče postati boljši in on noče izboljšati tega aspekta svojega življenja, dovoli mu. To je njegova utelesitev, to je njegovo življenje. Ti greš v 5D in ti se vprašaš, če moj partner to počne, kaj če je on mene kot dušo prišel nekaj naučiti? Česa me je prišel naučiti? Kaj je tukaj moja kreacija? A mogoče partner podzavestno ne dela tega, kar jaz hočem, zaradi tega, ker ga jaz stalno kritiziram? Ker nikoli on za mene ni dovolj dober? A lahko raziskujem svojo globino sprejemanja sebe in zakaj jaz sam za sebe nikoli nisem dovolj dober? Vse, kar je zunaj, je samo podaljšek tega, kar je znotraj. Jaz zdaj ne vidim vaših komentarjev, tako da upam, da smo še skupaj in da spremljamo. Torej, ko smo v 5D, ko smo voditelji, vsako situacijo v odnosu vzamemo kot priložnost za rast. To, da nisi bil izbran v enem odnosu, da mogoče nisi dobil službe, ki si jo želel, to, da mogoče od staršev nisi bil najbolj opažen izmed tvojih bratov in sestra, to, da mogoče v družbi izostaneš in nisi izbran, ko se za nekaj dogovarjate. Te ljudje odigravajo vlogo v tvojem filmu zato, da ti sebe postaviš v pozicijo nekoga, ki sebe izbere. Pravi Suzana, poslušamo in vpijemo informacije. Glavna sprememba v odnosih je ta, da se zahvališ vsaki osebi, ki ti je prišla dati lekcijo. Zahvali se vsaki osebi. Ne se ukvarjati s tem, kaj se je zgodilo. Tam mi prosti zajebamo, ker se ukvarjamo in zgodbo vrtimo, kot da bi navijali laks za lovljenje rib. 10krat, 1000krat, več let, 20 let ponavljaš isto zgodbo. Zgodba ni važna. V žrtvi je važna, ker hočeš stalno svoj pogled. V vodi ni važno, kaj so bili detajli. Glavno je, katero lekcijo ti je ta oseba dala. In samo za trenutek pomislimo. Atom je sestavljen iz 99,99999% praznega prostora, vibracije in 0,00001% fizične realnosti. A smo dojeli? Večino prostora je energija, je prazno. Čist malo je fizično. In zdaj, mi hočemo spreminjati ta 0,00001%, namesto, da bi stopili nazaj in bi rekli, to je fizična kreacija, ampak katera energija jo je skreirala?
Katera energija je skreirala to, da mene je partner prevaral? Katera energija je skreirala to, da me bivši partner pred otroci daje dol in je nesramen? Ne je v njega, zakaj je on takšen, pa kako je bil vzgojen, pa kakšne je imel situacije v družini, pa nimaš vpliva nad tem. Ukvarjaš se z 0,0001% realnosti. Vodja se zaveda, vibracija kreira situacijo. Najprej 99% energije, pol je pa tist 1% realnosti. Torej, katera energija v meni še vedno utripa, da kreira to realnost? Kje jaz še vedno ne vidim sebe? In so v bistvu moji otroci, moji starši, moji ljudje okoli mene darilo, ker mi dajejo ogledalo, ker mi pokažejo, kje sem v energiji, ki ni skladna z mojim najvišjim jazom, ki ni skladna z mojo zavestjo, z mojo dušo, z mojo resnico. In energijo porabljamo za nekaj, nad čemer nimamo vpliva. Ne moreš vplivati na to, ali te bo partner zapustil ali te ne bo. On se lahko jutri odloči, pa gre. Ker očitno ta partner ni vibracijsko skladen s teboj, da je pobegnil. In potem visimo na njemu, ker on je bil najboljši, ker živimo v energiji pomanjkanja in to je energija žrtve, nikoli ne bo več tako dobro, kot je bilo takrat. 8 milijard ljudi je na svetu. Ti se pa zdaj na eno osebo fokusiraš. Zaradi tega, ker ena oseba je naredila neko potezo, ki je tebe ranila. Ampak ranila te samo zaradi tega, ker sta bili kot duši zmenjeni, da bo ona naredila to potezo in da boš ti ob tem lahko treniral dvig svoje lastne vrednosti. Da ti sebe končno vidiš. Vsi ljudje drug drugemu samo odigravamo funkcije. In veš kaj, za nekoga si tudi ti grda oseba. Nekoga si tudi ti ranil. Nekoga smo tudi mi prizadeli. Ker odigravamo. In zdaj, to je premik zavesti, da dojamamo. Ne fokus na ven, ne fokus na to, kaj oseba hoče spremeniti, čeprav me ego hoče tja peljati, name fokus. Če jaz to doživljam, pomeni, da jaz to izkušnjo potrebujem. Če jaz to doživljam, pomeni, da jaz imam v sebi energijo, ki generira to realnost. Zdaj pa, samorefleksija, pogledati vase, pogledati v kakšnih čustvih bivamo, a smo stalno zadovoljni, a smo stalno dobre volje, a smo stalno v hvaležnosti in v oboževanju življenja, a smo stalno v pozitivni energiji in v energiji zavedanja, da je vsega dovolj, a smo v energiji pritoževanja, nezadovoljstva, strahu, kontrole, pomanjkanja. Kakšna čustva generiraš na dnevni ravni, ker tvoje čustva in tvoje misli, ki jih stalno ponavljaš, generirajo energijo, ki jo živiš. In glavni preskok, ne glede na to, za kateri odnos gre, a gre za partnerstvo, a gre za družino, ali gre za poslovno sodelovanje, a gre za tvoje zaposlene, vsi ljudje igrajo vlogo zato, ker ste se to zmenili. In ti si se zmenil s svojimi zaposlenimi, da ti bodo delovali na isti način. In zakaj ti delujejo na isti način? Zaradi tega, ker imaš ti isto energijo kot vodja. Ti oddajaš isti energy. In ne more biti drugače, ker to ti sidraš. In zdaj, to je zelo pomembno, pa toliko težko se nam zdi, ne? Jaz to kreiram. In pa gremo v obsodbo, in pa gremo spet sem narobe, Ne. Moč je v tem, ko prepoznaš, da je to tvoja kreacija, ker to pomeni, da imaš moč v rokah, da to transformiraš. Takole se realnost spremeni, takole, ko ti energijo shiftneš.
Zato je tako pomembno, da imamo redno duhovno prakso poslušanja kanaliziranih meditacij, ker si zamenjamo naša čustva. Tukaj sem pa zdaj videla še 2 vprašanji, pa bom na tem mestu še te 2 vprašanje odgovorila. Mojca sprašuje, če grem nekomu na živce, ki je meni ljub, moram pogledati vase, zakaj grem tej osebi na živce ali zakaj mene to tako prizadane ali kar oboje. Ne, ti moraš pogledati, zakaj tebe moti, da greš tej osebi na živce. Ta oseba mora pa zase pogledati, zakaj greš ti njej na živce. A ne? Običajno nam gredo na živce ljudje, ki imajo zintegriran en del, ki ga mi še nismo zintegrirali. Jaz sem bila enkrat v enem mastermindu in na tem mastermindu je bila ena moja sošolka, ki je bila v zelo ženstveni energiji, taki zapeljivi, tako počasi je govorila, zelo sladko je govorila in vedno, ko je govorila, se je zibala in je bila zelo tako take energiji. In meni je šla ona toliko na živce. Zdaj so prijateljici. In ko smo postali prijateljici kasneje, sem ji rekla, meni si šla ti toliko na živce. In ona je zdaj moja breathwork coachinja, se pravi coachinja dihanja. Se pravi, zdaj sem še jaz njena stranka, a me razumete, ne? Ona je šla meni toliko na živce, zakaj? Zaradi tega, ker je imela toliko zintegrirano energijo ljubimke. To energijo. Jaz jo nisem imela zintegrirano, še zdaj se jo učim zintegrirati, a ne? In ko nam gre nekdo na živce, nam gre zato, ker ima eno energijo že v sebi zintegrirano, ki jo v bistvu mi še nimamo. In nas to zmoti. Mogoče te zmoti oseba, ki zna sprejeti denar. Zato, ker ti še nisi oseba, ki zna sprejeti denar. In v bistvu mi vedno mislimo, da nas zmoti zaradi nečesa negativnega, v bistvu nas pa zmoti zato, ker ima nekaj zintegrirano, kar mi še nismo zintegrirali. Anita pa sprašuje, kaj je razlika med tem, da pričakuješ boljše, kot je bilo do zdaj, da ne bo nekdo razočaral in med iluzijo, da se bo nekdo spremenil. Prvo, kar je, ne gre za drugo osebo, da bo on drugačen. Zate gre. Ti potrebuješ pričakovati v tvojo sposobnost, da si skreiraš drugačno izkušnjo. Se pravi, če so ljudje do tebe bili taki, da so ti dajali samo drobtinice in niso ti dali celega paketa, tvoja naloga je, da sebe povzdigneš v fucking kraljico in si rečeš, jaz zaupam in pričakujem od sebe, da si povzdignem energijo vrednosti, da bodo drugi ljudje meni dajali ogromno. In ne gre za pričakovati, da bo točno ta oseba se spremenila, ker ne gre za pričakovati, da bo drug drugačen. Gre za zaupanje vase, da si ti sposoben povzdigniti svojo energijo in si zato zgenerirati drugačen rezultat. Tudi s to osebo lahko. A razumemo spremembo? Se pravi, ne želi si, da bi bil tvoj bivši drugačen. Recimo, da dajem primer, se nema, gre za bivšega ali ne. Ne vidi, ne ukvarja se s tem, da njega vidiš, da ima on potencial, da bo boljši. Ja, ima ga, ampak tvoja energija ne sme iti tja, tvoja energija mora iti vate. Ti vidi svojo sposobnost, svoj potencial, da se povzdigneš v kraljico, ki je sposobna sprejeti cel hlebec kruha ali pa celo pekarno, ne samo drobtinic. In kako začnemo dvigovati svojo lastno vrednost, tako da sebi dajemo? Ker če ti sam sebi ne daš, mislim, ti postavljaš standard za druge ljudi, zakaj bi pol drugi tebi dali? In to, kar ti sebi daješ, tako odnos, kot ti do sebe imaš, tako odnos imajo drugi do tebe. Oni so samo ogledalo vibracije, ki jo ti sidraš.